Rekom je regionalna komisija, katere namen je presoditi in na nek način popisati vse kršitve človekovih pravic na področju bivše Jugoslavije za časa teh osamosvojitvenih vojn. Se pravi, imate svoje podružnice v vsaki bivši republiki? Mi smo v bistvu ena skupina prostovoljcev, ki prihaja iz različnih nevladnih in nepolitičnih organizacij in zbiramo podpise v recimo vseh večjih mestih po celemu področju Jugoslavije. To se pravi od Slovenije, kjer zbiramo v vseh večjih mestih, od Ljubljane, Maribora do Pirana, Celja, pa tudi seveda v vseh ostalih državah, bivše države in glavnih mestih, kjer je kampanja sicer že se dosti bolj začela, tudi zaradi tega, ker oni imajo so nekako bližje tistim grozotam, ki so se dogajale. Pri nas pa se osredotočamo predvsem na izbrisane. In kako vidite vi ta problem izbrisanih? Kaj bi se moralo narediti tukaj, na tem tematiki? Pri izbrisanih je predvsem problem to, da so bili ti ljudje brez vseh pravic eno zelo dolgo obdobje. In jaz mislim, da iz vidika človekovih pravic je pravilno, da se ta zgodba zaključi, da se na nek način pride do enega sklepa, do bodisi ene katarze, v smislu tega, da se jim te pravice prvo vrne, potem pa da se tudi jim pove, kdo je bil tukaj zadaj, da bodo lahko na tak način potem živeli naprej, kolikor se da normalno življenje. Šlo je za kršenje človekovih pravic in naša država je dolžna to kršitev seveda ustrezno popraviti, kolikor je v okviru časovnih meja oziroma distance to še seveda možno. Tudi Svet Evrope si zelo prizadeva, da bi krivice, ki so bile izbrisane in storjene, da bi se popravile. Tudi gospod Hammarberg, ki je bil prejšnji mesec v Sloveniji, me je na to vprašanje posebej opozoril. Kaj pa, če pogledamo komisijo, kakšno vlogo bo imela v sami Sloveniji in na področju nekdanje Jugoslavije? Mislite komisijo, za katero smo zdaj podpisali? Tako, ja. Ta komisija je seveda, jo jaz vsaj vidim, predvsem kot eno aktivnost, da se naj ne pozabi zločinov, ki so se zgodili in da naj se glede zločinov poišče dejansko krivce, ki so neposredno zagrešili zločine in tudi tam, kjer so bile storjene krivice, da se poišče krivce, če je možno, če pa ne, pa da se najde načine za popravo krivic. Jaz bi vas prosila, da oddate podpis in tako na nek način tudi simbolično odprete v Sloveniji kampanjo. Še vse treba, vozniško dovoljenje. Eno od, se ni treba vse, to je zaradi tega, ker je kampanja predvsem v Balkanu in v nekaterih državah izrecno zahtevajo točno določen dokument. Evo, podpisala sem vse, to je to. Tako, kopija uradno vam ostane. Kopija ostane meni. To je zunaj. Ja. Ja. V redu. Hvala.